Bejba, če kar zaštartati. Ja. Ej, ne vem, če sem se koga toliko veselil, kot sem se veselil tebe. Zato, ker se mi zdi, da en del sebe vedno znova itak z gosti odkrivaš. Res je. Ampak se mi zdi, da imaš ti eno tako, ne vem, ko čem reči, širino. Ali, ne vem, se mi zdi, da mi prinese ta tvoj, ne vem, je mogoče ta primorski, da mi to paše, da mi to diši. Mogoče smo Primorci malo tako pionirji, veš, kot tisti, ki grejo v neznano in utirajo nove poti. Jaz se počutim kdaj tako in tudi rada sem prvič v neki oddaji, rada sem prvič v novem studiu, se spomnim studia Hendrix. Daj mi razloži eno stvar, a ti tudi dojemaš pri sebi eno širino, ki jo mogoče ta primorski dih tebi daje, ta morje in tako naprej. Meni se zdi, da sem jaz zraven morja zmerom bolj miren, zmerom bolj, ne vem, postavljen. Ja, zagotovo vpliva morje na nas in ta zahod, ne? Jaz bi tako rekla, pogled na zahod in ta občutek, da je vse možno. Jaz vsakič, ko pogledam v morje, si rečem, da karkoli si zamislim, lahko uresničim. Obenem pa verjamem, pa čeprav ne maram, veš, to Primorci pa Gorenci, pa to teh etiket načeloma ne maram. Je pa res, no, to, da smo mogoče Primorci malo bolj čustveno odprti, zaradi te bližine Italije, ker Italijani in v Italiji ljudje bolj sproščeno govorijo o sebi, tudi v javnosti. Mislim, da smo Slovenci malo bolj togi, no, in to mogoče malo tega pridiha, da to poveže. Meni se zdi, Tinkara, da smo mi na nek način, ne vem, meni se zdiš ti inštitucija znotraj glasbenega sveta, ampak imam pa vseeno občutek, da sem v bistvu neke tvoje highlighte life-a vendarle doživljal skupaj s tabo. Ne vem, se mi zdi, da ne vem, smo zelo intenzivno, ne vem, zaznavali ne samo ta del glasbenega ustvarjala, ampak tudi mogoče, kdo so bile osebnosti, ki so harale čez življenje skupaj s tabo, tudi tvoje zvrsti, kako si, ne vem, raziskovala samo sebe, da si v bistvu skozi bila zelo temperamentno odprta, čeprav si imela neko zadržanost ali pa neko rezervo. Nismo brali vseh tračov, ne vem, ni bila na ta način izpostavljena, ampak skozi to kreativno ustvarjanje se mi pa zdi, da je bila tako napladno. Ja, vsekakor. Jaz se pa spomnim glede teh zunanjih potrditev, torej uspešnosti, količine koncertov, nagrad, zmag na festivalih in tako dalje. Si mi zdaj spomnil, da me je enkrat moja mama presenetila z enim člankom Statističnega urada Republike Slovenije za imena. In je zanimivo lepo pogledati, kako skoči ime Tinkara, ne, prav paralelno z mojimi uspehi. Ne. In če bi morala, kot si prej rekel, te highlighte zdaj omeniti, tistih par najbolj pomembnih in tisti, ki so me dejansko zaznamovali in me postavili na sceno, je bil prvi zagotovo moj prvi album, skratka skladba Veter z juga, potem kasneje Jaz ne morem pozabiti unga roza, kako se reče, po slovenski rekelc, pa hlače v videospotu, vse je bilo zeleno. To je prvi videospot v Točcu. Takrat se je odkrivalo, vidiš, tudi neke nove stvari. Zanimivo je bilo, ta videoprodukcija. Tako, da sem bila tudi ena od prvih, ki je imela svojo spletno stran v Sloveniji. Potem glede videospotov smo res uporabljali neke nove tehnike in tako naprej. In kreativnost glasba, to je raziskovanje. In kot si prej rekel, to mi je bilo vedno osnovna stvar. Potem prepoznavnost pride kar sama. Je pa res, da me nikoli ni najbolj zanimalo to, a bom na naslovnici. Kaj pa šteješ kot highlighte? Če ne govorijo samo te glasbene, seveda si kot glasbenica najmočnejš zaznamovala nek slovenski prostor, ampak kaj ti šteješ tudi mogoče kot neke intimne zmage, te čustvene zmage? A veš, a je ta identifikacija kot mama glasbenica, se mi zdi včasih tako na prvo žogo, kičasto, ampak vendarle, ne?
Kaj Mislim, šteješ kot? vsekakor, materinstvo, to je najlepša stvar na svetu in zagotovo, uh, dam to na prvo mesto. Se mi je pa zgodilo tudi veliko lepih stvari in, mogoče niti ne morem ločiti enega od drugega. Mislim, da to vse paralelno gre. Vsi tej moji svetovi, naši svetovi, vseh nas, težko bom zdaj, tako, da bi ločila sebe ali ljudi, kako jih gledam na različne plasti in, samo eno plast obravnavala. Mislim, da vse je vse, no, vse je ena celota. Kje pa se ti zdi, da v bistvu, kje se ti zdi, da najbolj bogatiš, skozi katero stvar bi samo sebe identificirala kot, veš, jaz na primer skozi tvoje pesmi lahko zaznam tudi neko tvojo rast ali pa bi si skoraj upal dovolj, da včasih tudi skozi pesmi umetniki, kot si ti, lahko kanalizirate tudi del sebe, a ne? A ti čutiš to transformacijo, da skozi svoje glasbeno ustvarjanje čistiš kakšen del, ne vem, Ja. svoje bolečine, svoje sreče? Sigurno je pa tako, ne, da, moje pravilo je, in v to tudi verjamem, da je tako prav, da jaz svoje stvari, osebne stvari in, tudi razna čustvena stanja, ki niso rečeno vedno optimalna za neki nastop, puščam pred odrom. Kako? In želim biti na odru, tisti človek, ki, se ne smili samemu sebi, ki se ne izvaja terapije nad sabo, na odru, ampak tisti, ki transformira sebe in svet na boljše in, dviguje vibracijo, ne. To me zanima. Je pa tudi res, da velikokrat pošljem na oder kar lik, ne, da sploh ne grem jaz na oder, tako kot je to počel tudi David Bowie, ne. In, to mi omogoča, da imam do sebe, kot glasbenice na odru, več distance. Torej, lahko tudi, na ta način, prefiltriram, svoja glasbena dela, da so še bolj čista in še bolj kvalitetna. Wow. Ampak, okej, ti imaš srečo, da rečeva, da stopiva pod reflektor, stopiva na oder, ne? Kako to preplesti v resničen življenje, v resničen, če govorim, ne, nas, ki nimamo tega odra, da lahko v službo pošljem lik? A misliš, da lahko pošljem? Ja, jaz mislim, da je distanca, vedno pomembna stvar. V odnosih pa do samega sebe. Vedno se je treba tako, skočiti malo gor in se pogledati, dol in se vprašati, kdo sem, kam grem, kaj si Samo to je želim. včasih težko. Je, A se ti je. zdi, da si kritična v tem kontekstu do sebe, do tega, kako funkcioniraš oziroma kako voziš življenje? Ja, jaz sebe vidim tako, kot da nisem, no. Vem, da sem, natančna, vztrajna in, da, kdaj lahko tudi zelo veliko časa vlagam v nekaj in, mi ni, težko, nobene minute uporabiti za karkoli, in tudi dolgo časa, da traja, pač da nekaj naredim ali pa da napredujem na nekem določenem področju, no. To ja, ampak tako vem pa, da so mi drugi ljudje, povedali, da me vidijo na način, da sem, včasih preresna. Že kot otrok so mi rekli, da sem, kaj si tako stroga, daj se malo sprosti, A je to ne. povezano tudi z nedostopnostjo? Pa mogoče nedostopnost, mogoče tudi ta moja introvertiranost. Aha. Veliko je teh stvari, ki so vplivale na to, da sem se na ta način izgradila. Edinka sem, potem, učenka, vidiš, lapsus, ne, ker marsikaj pove. Hčerka učiteljice, ne, tako da moja mama je bila kar stroga s temi No, ampak koliko je pa to vplivalo na strukturami in to? tako. A bi rekla, da si ti bila postavljena v ambiciji? Verjetno flavta ni inštrument, ki bi ne potreboval Ja. ur in ur Ja, in ur in vsekakor. ur. Mislim, vsaka stvar, vsak inštrument, ampak ja, mnogo ur, ampak meni ni bilo nikoli težko in spomni se, da ko mi je potem, ko sta mi starša rekla, daj, kaj če bi ti malo manj popoldan, ne, v popoldanskem času se ukvarjala s temi stvarmi, jaz sem se začela jokati, meni so šle solze, sem rekla, ne, jaz bom vse to hodila, orkester, to, ono, tretje, četrto. In, ja, že kot otrok sem bila pač zelo taka, odraslo sem delovala, ja. A pa bi rekla, da je v bistvu to, ne vem, komuniciranje skozi glasbo olajšalo
naprimer, ne vem, skozi najstniška obdobja ali pa potem skozi, ne vem, ljubezni, skozi neke odnose prijateljske. A ti je ta glasba ali pa ta svet glasbe pomagal to? Vsekakor, vsekakor. Zato, ker to je pač bila tudi hkrati moja vedno največja strast, ustvarjanje in glasba. In kdaj, ko je bilo, ko nisem kaj vedela, kako naprej, mi je glasba pri tem pomagala, ja. Tudi kot ti praviš, in si večkrat zdaj že rekel, da glasba zagotovo ja zdravi, da poješ, da se sprašuješ tudi v tekstih, kaj govoriš, kakšne zgodbe podajaš, koliko sebe vidiš v sami pesmi, kateri košček, kateri del tebe je tisti, ki ga potem vneseš v neko glasbeno delo, kje se potem zrcali publika v tebi in tako dalje. Vsekakor ja. Ampak saj ne gre za to, da bi želel, da bi želel zdaj s tabo preverjati, če se sploh v bistvu zavedam, ne, sledi, ki si jo ti pustila z svojim ustvarjanjem. A ne. Zdaj lahko govoriva o neki popularnosti v tem smislu, da si tvojo skladbo zavrtimo, bla, 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 ampak skozi to glasbeno ustvarjanje flavte, a ne, si pa tudi izven naših ne, teh slovenceljskih dometov pustila sledi. A ne. Ti si kot ženska, daj me poprav, ker sem tukaj slab v točnih nazivih in tako naprej, ti si kot ženska flavtistka ena med best of, ni to samo ena, ki rada flavto. Hvala, je res, ja, mislim, da je to nekaj posebnega bilo takrat, v bistvu je še vedno. V 60 letih sicer na glasbeni sceni rokovski na Woodstocku bi lahko srečal veliko flavt, ampak potem se nekako niso obnesle in niso šle v mainstream, ne, kar je pa meni tukaj uspelo in to mi je dalo še neko dodatno prepoznavnost, recimo tudi na samem Eurosongu, če pomisliš, pač še ena glasbenica, ki poje, je drugače kot ena glasbenica, ki poje in igra flavto. Mislim, že ko te vidijo na odru, je to pač poseben pečat. Je pa to tako, s flavto sem raziskovala malo dlje kot samo v klasični glasbi, ampak sem jo raziskovala na način, da sem se učila od recimo kitaristov in potem vnašala vseeno neke nove, drugačne rokovske načine in prijeme. Zato so mi povedali v Italiji, ko sem srečala enega gospoda, ki je izdal enciklopedijo flavtistov celega sveta, da je to res redkost. V poglavju rokovskih flavtistov, ki so vsaj imeli nek opus in bili nekako vplivni in prepoznavni, nas je našel samo 4. V celem svetu. To hočem. Ja, zanimivo, res. Ampak da si tudi, ne, če se prav spomnim, ko smo se enkrat pred časom pogovarjali, da si skozi kitaro slišala flavto, ne? Ja. To je tudi malo turururu. Ja, ponovadi, da nastanejo neke nove stvari, je treba eksperimentirati, ne? In hibridi nekih čudnih kombinacij dajo ponovadi najbolj poseben rezultat. A se v glasbi sploh da reči nikoli ne? Ne, tega pa ne bi nikoli. Ne, ali pa to se mi pa zdi nezdružljivo. A štle se mi zdi, da si premikala tudi to mejo te nezdružljivosti, ne? Ja, da ne, po moje ni, imaš prav, da vse je možno in ta pop, ne, moj format, ki je le pop, no dobro, pop rock, je tako širok, da dopušča, da vanj vstopa lahko karkoli, ne. In vedno mi je bilo zanimivo, včasih so mi tudi kakšni moji menadžerji ali pa publika očitali, ne, da se preveč spreminjam, ne, ampak mislim, meni se zdi v življenju, da ne moremo vedno eno in isto pač početi in vedno na en in isti način. Ma saj življenje je tudi pop, pa malo rock. Je, vse. Še kakšen heavy metal zraven. Ja. Da o klasiki ne govoriva. Ja. Kaj pa je najbolj nevaren v življenju? Se ti zdi, da je klasika najbolj nevarna, če jo je preveč, da kakšen heavy metal bi pasel zraven? Ne, nobena glasba ni nevarna. Ne? Vsaka glasba ima svojo publiko v življenju. Če bi recimo morala aplicirati nek žanr, pa ne. Mislim, da je največji problem, če je glasba slaba, plehka in da ni kvalitetna. Drugače pa sprejemam čisto vse žanre. Vse. A se ti zdi, da si v življenju znala
slalom ta voziti, tudi med dinamiko, kakšni ljudje, če so zdaj šla iz žanrov, če zdaj vplete v to zgodbo, kakšni ljudje, prej si omenila menedžerje, pa na drugi strani spet, ne vem, verjetno tudi ljudi, ki odločajo o tem. Ti si imela srečo z lepim zavezništvom, z založbo, ki te razume, ki te spoštuje. A se ti zdi, da lahko en doprinos nekega človeka odigra ali pa spremeni koncept, kam tvoje življenje steče, če opusti nek vpliv na tebe? Mislim, sigurno, ne, zagotovo. Jaz mislim, da smo ljudje kot neke vibracije, frekvence in se potem uglasimo v nekem določenem obdobju z nekimi določenimi ljudmi, s katerimi imamo skupni cilj. In jaz sem imela srečo, da sem takih ljudi srečala zelo veliko. Že če pomislim na svojo prvo pesem, ki je bila Veter z juga in mi je bila podarjena, ko sem sploh še nisem dopolnila 18 let, ker je Danilo Kocijančič čakal tam v nizkem štartu, da dopolnim 18 let in da začnemo z mojo kariero. Pa zraven recimo Dragomislej Mev, ki mi je pomisli skupaj s svojo ženo za moj prvi nastop prav te iste pesmi kupil obleko. Ne, tako da res so me podpirali. Je pa tudi res, da sem bila pridna. No. Mislim, da sem bila natančna, predana, resna, odgovorna. Kaj pa hvaležnost? In tako dalje. Kje tle vstopi hvaležnost? Kje pri 18-letni punci vstopi hvaležnost ali pa zavedanje tega, kar si zdaj lepo rekla, ampak sem bila res pridna. Ampak sej nočem biti nespoštljiv, ampak deklic, ki pojejo, je nekaj. Vrhunskih deklic, ki vrhunsko pojejo, je malo manj, ampak jih je spet nekaj. Ne? A si se zavedala tudi te hvaležnosti, da so ti neke stvari vsem dane? Ja, in skozi življenje vedno bolj. Sem bila kdaj tudi jezna na kakšne stvari, kako so se obračale in obrnile. Eno obdobje sem tudi si mislila, kaj mi je moja mama malo zmanipulirala, da moram igrati flavto, ne. Jaz sem si pa tako želela igrati klavir, ne. Ampak potem na koncu sem ugotovila, da je vse točno tako, kot mora biti, ne. In da me je življenje že prav peljalo in da sem tudi jaz pač v tej svoji barčici krmilila kar dobro. Lahko se pohvalim, lahko sem tudi ponosna. A znaš to reči? Ponos mogoče ni najboljša beseda. Hvaležnost je boljša beseda. Ampak vsekakor, ja, mislim, da se znam pohvaliti in mislim pa, da mogoče Slovenci, pa nasplošno, veš, v teh glasbenih krogih, kaj sem se recimo v Italiji naučila. Vsakič, ko smo imeli en koncert, je nujno in samoumevno bilo to, da smo šli potem na eno večerjo in se o tem pogovarjali, da je tudi ta faza pomembna. In to recimo en tak nasvet, ki ga vedno dam komurkoli, da Slovenci smo tako, spet ta beseda, ne, tako pridni, ne, da naredimo pač eno delo in potem gremo domov. Zakaj bi se prikrajšal, da bi se še malo družil s kolegi, narediš neko evalvacijo, si rečeš, kako smo dobro to naredili. To je tudi pomembna faza. Zelo pomembna. Kje se ti pa zdi, da zdelajo napake? Napake. A imaš to, si sposobna te neke samorefleksije v smislu, to sem naredila narobe, ali pa tukaj bi morala več, ali pa tukaj bi morala manj. A se ti zdi, da je že naslednji cilj, je že naslednja tekma, je že naslednje potovanje? Ne vem, se jaz sama sebi kdaj čudim, da sem tako pomirjena s tem, da bi ti rekla skoraj, da ne v bistvu. Ker če pomislim, da bi mi lahko bilo danes žal, da nisem šla študirati v Bologno, ne, na DAMS, na Akademijo za glasbo, spektakel, gledališče, ples in vse to, si potem mislim, pa vse takrat si imela že album, pa vse možne nagrade in koncerte. Zakaj bi šla potem študirati nekam v tujino, nekaj, kar mi je že laufalo, ne? Tako da ja, lahko bi bilo to eno obžalovanje, klavir bi bilo lahko eno obžalovanje. Tudi to, da mogoče kakšno uro več bi lahko šla kdaj v otroštvu se igrati ven z vrstniki, ne pa skozi vaditi, pa brati, pa te stvari. Mogoče take stvari. A nobene faze ni bilo, ko si zasovražila ta del sebe, ali pa ko si imela nek negativen odnos do tega dela, ne? Da si toliko presedela s flavto, da si toliko predihala skozi to, da si zamujala. Nikoli nisi imela te stiske. Ja, pred diplomo se mi je zgodilo to, kar je zelo čudno, ampak mogoče
spet, ne, če pogledamo malo metafizično, čeprav jaz gledam na stvari precej realno, na življenje, jaz mislim, da smo mi sami kreatorji, kako se odločimo, tam gremo in to se bo zgodilo, to sploh ni vprašanje. Vprašanje je samo kako in koliko časa bo trajalo, ne. Ampak mogoče pa kdaj se zgodijo ene kombinacije nekih energij, ne, ki nam potem dajo misliti in nas usmerijo nekam drugam. In to se mi je zgodilo tik pred diplomo s flavto, bilo je leto 99, jaz sem imela 21 let in jaz sem bila namenjena v Trst na zadnjo uro iz flavte tik pred diplomo. Koncertna oblika diplome, torej sem imela iz klasične flavte koncert in potem sem dobila oceno za to in to je bila moja diploma. No in skratka, jaz grem v Trst in na poti tja se zabijem zaradi spolzke ceste v nek robnik in se udarim točno, zdaj, če malo podrobno pogledaš, boš videl tlele šive, ne? Točno tlele, kjer igram flavto in potem sem rekel, zakaj se mi je to zdaj zgodilo? Jaz sem tako pripravljena, vadila sem res po 12 ur na dan in to in ne, in točno tle me vseka. In kličem mojo profesorico in ona ni mogla verjeti in reče, nič, pridi, pa se bova zmenili. In moja diploma je bila prestavljena za 3 mesece kasneje, seveda ni bilo dobro, ne, in več kot toliko ne, ker pač mene pol to bolelo igrati, ne. In pol sem se vprašala, zakaj se je to zgodilo in sem ugotovila, da ja, da jaz sicer obožujem klasično glasbo in svojo klasično izobrazbo, ne bi nič drugače naredila kot to, ampak moja pot mora iti drugam. Jaz moram pisati svoje pesmi in moram iti pač v mainstream pop rock, ne. Okay, ampak to je tako. Takrat sem dala flavto na stran in sem rekla, zdaj, da je ne vidim za pol leta. Ampak potem, ko me je poklicala nazaj, potem sem pa igrala veliko in še več kot prej in sem bila še bolj ustvarjalna in Wow, sam to je sem rabila intervention, premor. ne. To je, tudi če ne verjameva v vesolje pa Ne. v čirole čarole, ampak to so taki Ja, ker zanimivo, da se mi je pa recimo pol leta prej ali 1 leto prej zgodilo isto to za flavto, da sem se prijavila v 2 kategoriji v Milano, na eno tekmovanje, za katerega mi je učiteljica rekla, da bom itak zmagala vse kategorije, interpretacije in vse. Dan pred odhodom na vlak, pogledam še zadnjič, kdaj je vlak, se usedem na svojo hipijsko posteljo, ker sem želela, da mi zbijejo dol noge, ne, ker takrat je bilo moderno, da si imel pač to, in se usedem direktno na trtico in padem in potem 2 meseca nisem mogla niti hoditi, niti, sem bila doma, niti v šolo nisem šla in na to tekmovanje s klasične flavte nisem šla nikoli. In pol si misliš, dobro, okej, ne bom klasični glasbenik, v redu, sem razumela. v redu. Okay. Ja. A bi rekel, da ti je življenje še kaj takega drugega prinesel skozi taka sporočila? Ja, velikokrat so se mi zgodile take skoraj da nemogoče stvari in mislim, jaz verjamem, da je vse možno prav zaradi teh stvari. Zgleda se znam spraviti na to neko vibracijo. Mogoče sem res pač en tak otrok, ne, da tudi zdaj pri svojih poznih 40 rečem, to bi naredila in potem samo grem in res se zgodi. In na primer to se je zgodilo z Ianom Andersonom, ko bleknem eno jutro, če bi morala zbrati nekoga na celem svetu živečega, da bi z njim sodelovala, kdo bi to bil? Ian Anderson, flavta, rock, svetovna zvezda, ki je igrala z Jimi Hendrixom, Pink Floydi, Led Zeppelini. No, ampak to je zgodba tudi tvoje determinacije, ne? Ja, to pa res, Kdo bi stal 1 leto ure... in pol pisal na 6 naslovov. Ja, težko, ja. Bi prej odnehali, verjetno, A veš, ne? tukaj se mi zdi, ne? Ali pa da je to na nek način, okej, da je sam še malo, ne? Ampak ljudje smo narejeni, da prej razumemo sporočilo, ki človek noče odgovoriti. Ja, to je res, ja. Ne? Ta Ampak ti trma jutri neka, spet pišeš, ne? Ja. Spet najdeš mail, Ja. ne? Spet
Pa grem na koncert, 3 In ure sem čakaš. tam stala, zlomila se mi je peta na nogi, Ja. mislim na čevlju. Ja. In sem ga dočakala in sem mu dala CD in on je rekel, ja, se vidimo, in pol je prišel na koncert. Ne samo to, imela so skupaj 11 koncertov, Jethro Tully so se naučili moj komad. In isto tako Robert Plant. Veš, ko pravijo, da moraš iti ven v svet in potovati, da srečaš ljudi, da se ti zgodijo stvari. Meni se je zgodilo to v mojem rojstnem kraju. Jaz sploh nisem rabila nikamor iti. Robert Plant je prišel v Koper, jaz sem mu pisala en mail, prebral in čez nekaj ur je poklical mene na moj osebni telefon in rekel, pridi na audicijo najprej, ne? In potem smo zapeli par stvari skupaj in potem rekel, to je to. Dobro, samo to je malo noro. Neverjetno. To je malo To je kar noro. malo filmsko, ja. Ja. Ali pa naprej, a veš, jaz tako včasih razmišljam, da je včasih naprej zapisan, da je naprej namenjeno, ne? A veš, ker se mi zdi, da če združim na en način talent, pa da te determinacije ni, te velike želje, a bi rekla, da je tvoj life strast, a bi rekla, da živiš strast, a bi rekla, da ti uspeva skozi različne kanale strast klicati. Ja, lahko bi uporabila to besedo, čeprav je verjetno več kot to. In se spet vračam na to, kar sem rekla na začetku, da smo kot celota, ne? In, ja, strast, mogoče to, da ko človek nekaj počne, da je tam, točno tam prisoten. Torej ta neka prisotnost, da 100% maksimalno daš sebe v nekaj pač. Naj bo to ustvarjalnost, naj bo to odnos. A je nevarno, da so potniki v tvojem življenju, a so to zdaj učitelji, a so to, ne vem, menedžerji, ali pa publika na koncu koncev, razumejo, ne, to, da to podpirajo, da ti ne rečejo, ej, punčka, daj malo zmanjši pričakovanja, ne, on pač ne bo odgovoril, saj na 6 mailov ti ni odgovoril, zakaj ti na 7. A bi to tebe takrat odpeljalo v eno drugo smer, ali se ti zdi, da... Mislim prav, da ne. Ker se je sigurno kdaj zgodilo. Zdaj jaz take stvari tudi malo pozabim, brišem. Ampak sigurno veš, da se zgodi, da ti kdo reče, ne zmoreš, pa ni možno, pa to, pa kaj zdaj tukaj sanjariš, pa to, ampak zakaj ne, mislim. Vse je lahko, ne? Vse možno. Kako probaš dopolniti svojih? A njima ustvarjaš en poligon, da lahko vse? A si tam bolj konzervativna do njiju dveh, da ju mogoče tudi pripravljaš? Mislim, starši so materinstvo moje, vsaj trudi se tako, da ni v smeri permisivne vzgoje, ampak vsekakor starši danes smo drugačni kot tisti, ki so bili včasih in mislim, da smo tudi boljši, da bolj prisluhnemo otroku, da mogoče manj teh struktur jih umeščamo, da se dopušča tem našim otrokom, da so bolj to, kar so, ne pa to, kar od njih pričakujejo starši, inštitucije. Tako da jaz upam, da predvsem pri svojih 2 hčerah njima pomagam, da sta to, kar sta. Ja. A pa se kdaj ujameš v tem zaznavanju, da če bi pa malo več vadila, če bi pa še to naredila, ne? A se kdaj ujameš v tem pričakovanju ali pa želji, s katero se starši velikokrat soočajo? A da bi recimo to veljalo za hčerko, da če bi ona še več. Pa načeloma mislim, da niti ne. Je pa res, da ju čim bolj skušam pač vzpodbujati in kar je po moje najbolj pomembno danes, da otrokom ne ukrademo njihovih sanj in želja. Preveč je danes otrok, ki imajo vse. Vse imajo, kar si zamislijo, dobijo, tudi mi smo taki, ne, bi kar dali, bi kar kupili, bi jih peljali, to ni problema, pa se nam zdi to kar nekaj kao pozitivno pa fajn. Mogoče mora otroka biti kdaj malo, mislim, mora biti malo dolg čas, mogoče mora otrok kdaj videti, da ni možno dobiti vse in takoj in tam on postaja to, kar je. Ko je otroku dolg čas,
postane on. In recimo je en nasvet, ki ga dajem večkrat svojima hčerama, da pedi malo v sobo, pa ne delati nič. Mislim, odloži, ne vem, vse, telefon, vse, pa tako glej malo v luft. In potem poglej, kaj se bo zgodilo. Kaj bo prišlo iz tega lufta, kam te bo potegnilo? Boš začela risati, a boš začela peti, a boš poklicala prijateljico? To. Kam bo speljalo? To. Kako so se pa moško-ženski odnosi? Kako se ti zdi, da so te moško-ženski odnosi definirali? Ta partnerska, ta čustven del tebe. A se ti zdi, da si refleksija nekih časovnih obdobij, da si refleksija nekih odnosov, ali si vendarle ostajala vedno ti, tudi znotraj različnih odnosov? Ja, pa vse mislim, da vsi stremimo k temu, ne? Ampak potem so tukaj zrcala, potem so tukaj naše projekcije, pa naši neki kovčki preteklosti, otroštva in tako naprej. Vsi jih imamo. Kar je pomembno, da ohranimo tega otroka v sebi, tega Petra Pana, ne? To, da njega hranimo z ustvarjalnostjo, s prihodi v naravo, da zdravo živimo, da se dobro družimo, mislim, da imamo lepe odnose in tako naprej. Ampak tako, to, potem, kar je drugo, hranimo neko, da ne dramatiziramo, ne, preveč kdaj. To upam, da sem ohranila kljub vsemu. Čeprav verjamem, da me je kdaj potegnilo na eno in drugo stran. Veš, tudi v glasbi, recimo pri ustvarjanju, ne, se velikokrat spomnim, da so me drugače videli drugi kot jaz sem, ne. In da se mi je recimo zgodilo prav, recimo, odnos s producentom Iztokom Turkom, ko sva delala album, ne. Na začetku prvi komad je bil tak nek čuden, niti njemu ni bil najbolj všeč, niti meni, potem pa sva to gnetla in oblikovala, da sva na koncu prišla nekako skupaj. Kaj je pomembno? Veliko komunikacije. Čim več zdrave komunikacije, ampak ja, žal pač v življenju verjamem, da tudi meni ni največkrat uspelo najboljše, pa sem se trudila pač. Ja. A se v teh situacijah ti podrejaš? A veš, tako razmišljam, a se podrediš v tem nekem in rečeš, okej, ta oseba ima neko vizijo, ta človek, s katerim delam, ima neko vizijo, ali pa ne, ta življenje me zdaj nekam pele, ali si ti tisti motivator, animator, ki reče, tole pa ne diši, tole pa ni to pravo. Sigurno je kombinacija obojega in vedno to upati, da začutiš prave ljudi, ne, da se oglasiš in potem pač enostavno, kar mislim, da v Sloveniji manjka nam, ker tudi na glasbeni sceni, ne, da pustiš strokovnjaku s področja, da naredi to svoje in da se ne usajaš na njegovo področje, ampak zaupaš, ne, in se brigaš za tisti svoj del, ne. Velikokrat je tako, dobro, ne vem, obleko mi bo naredil največji slovenski modni oblikovalec, glasbo bomo dali delati največjemu producentu, to bo to, da... A besedilo bom pa kar sama napisala, ne. Zdaj, ne, dobro, jaz to sem ugotovila, pa ti bom mogoče zdaj še malo boljše odgovorila na vprašanje, da jaz zelo rada sodelujem in velikokrat sodelujem z drugimi in se pustim učiti, navdahniti in tudi prepustim nek določen del, ki ga ne obvladam drugim z veseljem. In da rabim to, ja. Jaz nisem tisti solist, absolutni solist, ki vse odda do že vse sam si zamisli in tako, ampak rada imam, da vstopajo razne kreativne energije. Ampak, a si uspela zraven te svoje poti, ne vem, graditi na dobrih, ne vem, prijateljskih odnosih, na močnih ali pa intenzivnih, a veš, ne vem, partnerskih odnosih. A se ti zdi, da živiš polno tisto, kar živiš? Ja, jaz predvsem danes lahko rečem na današnji dan, da živim zelo polno in da prav vse te stvari, ki so me vodile naprej v življenju v glasbi, kot sem jih opisala, so me tudi v mojem osebnem življenju, torej vsa ta vztrajnost, ohranjanje tega otroka, spoštovanje tudi drugih, marsikaj, no.
da so mi v odnosih prinesle to, da lahko na današnji dan rečem, da imam lepa prijateljstva, in najlepšo ljubezen. Mhm. Mhm. A jo kdaj zmanjka, ljubezni? Ne. A jo najdeš v vseh Mislim, različnih stvareh? ljubezen najdemo vsem, ampak, jaz se zdaj, predvsem nanašam na ljubezen, na ljubezen mojega življenja. Okej. Ja. A je to močna besedna zveza, ljubezen mojega življenja? A straši ta občutek, da nekoga imamo, da imaš kot človek lahko nekoga tako zelo rad, a? Ne, to sploh ne straši. Mislim, straši mogoče na trenutke zaradi te globine, ki jo, to prinaša, ampak, to je največji ustvarjalni motor, kaj bi temu rekli, največje veselje, tudi mir, vse to prinaša. Z ljubeznijo se potem vse umiri in postavi na svoje mesto. Ja. Tudi dan? Se tudi dan zaključi z ljubeznijo? Sploh dan se ne začne z zaključi, nikoli se ne Okej, okej. začne, nikoli se ne zaključi. To kar traja, ne. Okej. Saj kaj pa je ljubezen? Beseda za nekaj, kar si mislimo, da je in tako naprej, ampak bom tako rekla, ljubezen je, ne vem, Bog, ljubezen je narava, ljubezen je moč narave, ja. Glasba, kreativnost, lepota, vse to. A pa lahko živimo kdaj v iluziji? Se ti zdi, da Verjamem, da ljudje... sem tudi jaz velikokrat lahko živela v iluzijah, da vidiš nekoga drugače, kot on zares je, vidiš to, kar ti paše, da bi videl v njem, in obratno, ne. Ampak to so vse odnosi, s katerimi rastemo. In, če se neki odnos zaključi, ni nič narobe. Mogoče včasih celo dobro, da se zaključi, zato ker pač prihaja neka nova faza, neko novo obdobje in nič ni statično, nič ni dokončno. Ljudje se spreminjajo. Tudi mi evolviramo, ne, Ja, to sem hotel in to je glih dobra reči, ne. novica, ja. Ampak je modrost, da v enem trenutku spoznamo, da nekaj pač ne gre, ne. Jaz velikokrat Ja. sploh v teh partnerskih odnosih ugotavljam, da je ljudem težko prepoznati, ne, ali pa zaznati, da morda tečejo neki maraton, ki ne prinaša veselja, da tečejo neki krog, ki je že zdavnaj, poln bolečine in tako naprej. Je modrost prepoznati, Ja. ne, da je ta najina sopotnica, sopotnik morda v neki drugi dinamiki, tudi zaradi tega, ker rastemo, ne. Ja, rastemo in jaz, sem zase videla, ne, ko sem ti prej povedala za tisti 2 nesreči, da včasih sem bila tako notri v tem nekem svojem cilju ali pa nekem odnosu, da sploh nisem videla ne levo ne desno in sem rabila toliko, mislim, da te življenje res prav potisne na neke robove, ne, na neke, tudi neke mogoče kdaj čudne, strašljive, skrajne situacije, da hej, zbudi se, to je tako, a vidiš? In potem sem videla, ne. In, zdaj, starejši smo, verjetno vedno manj takih pretresljivih, Ampak nam je dogodkov dano, ali ne, izkušenj prepoznati, dobivamo. da živimo v konfliktu, da živimo v enem trenutku v konfliktu s samim sabo, ne. Da počnemo neke stvari, ki jih v resnici ne želimo početi, pa jih počnemo zato, ker se od Ja, nas to pričakuje. ja. A je grozljivo, a je mogoče pri tebi to bolj intenzivno, ker si kot umetnik, ne, bolj, spet bom uporabil besedo strast, ne, bolj strastna v doživljanju teh občutkov, ali pa? Ja, mislim, že po nekih definicijah, ne vem, mogoče nekega nevrolingvizma ali pa tako naprej, smo glasbeniki, in jaz tudi sem definirana kot tisti človek, ki, ima v ospredju čustva, ne, ki čustveno doživlja. Veš, recimo, če tako pogledaš, ne vem, en čustven človek, ne,
kinestetičen, ne, se temu strokovno reče, ne vem, bo prišel v ta prostor in bo rekel, joj, kako lep kavč, oj, kako fajn, joj, prvi intervju, to, jaz sem tak človek, no, da tako skozi to prizmo, kar je dobro, v bistvu tudi sem optimist, ne, jaz vedno vidim, da se še več da doseči in vidim visoke cilje in tako, pa in za optimiste tudi pač pravijo, da ja, da dosegajo potem višje cilje, ne, kot realisti, ne, ker si postavljamo vedno malo več. No, to je dobro, to je meni vse super, kar sem hotela reči, pa recimo, da pa je to kdaj malo utrujajoče in kdaj sem jaz prav fizično utrujena od tega močnega čustvenega doživljanja. Moram kar spati, kar počivati. Ja. Ampak znaš to prepoznati, si znaš to vzeti? In prepoznavam vedno bolj, ja. Pa vsej včasih v mladosti je bilo kar težko, ja, to čustveno močno doživljati, ne, ampak mene so verjetno rešile te strukture, no, to, kar so me starši naučili doma, ne, struktura, zjutraj se zbudi, urnik, delaj, ne spat, ne zdaj se pomilovati in to, pač. Dobro, ampak bi rekla, da je ta neka zahtevnost, mamin fokus, ne, da je to lahko tudi toksičnost, ne. Istočasno govoriva o bonusu, istočasno je pa to tudi lahko toksičnost v tem smislu, da ne pravilno razvijaš ta svoj potencial, ne. Vsekakor, ja, da nas kar nosijo, ne, ta čustva, ne. To je kot v zvezdje Sirius, kot pravijo, ne. V zvezdje Sirius je sestavljeno iz dveh zvezd, ki se magnetno privlačita in obe sta enako veliki. Če je ena velika, je druga potem jo oponaša in postane še večja, ne. In tako velja za naš ego in za našo dušo, ne. Torej čustva, tale cel desni del možganov, levo pa vse to ego, strukture, urnik in podobne stvari. Oba sta enako pomembna in enako močna. Bolj sta v harmoniji, boljše se počutimo, bolj smo uspešni in tudi prav je. Tako da jaz v življenju stremim vedno k temu, da je prav, da negujem vse plasti sebe, torej od zdravja telesa, fizičnega dela, ne, do potem tistih drugih dimenzij, ne, in duše. In za vse to moramo si vzeti čas. In v današnjem času se bojim, da se preveč ukvarjamo z vizualnimi zadevami in premalo s tistim, kar je navznotri. Mi bi se radi širili in šli navzgor, jaz mislim pa, da moram iti navznotri, v globino. In kot je Umberto Galimberti, en moj zelo priljubljen sodobnik, filozof, je rekel, da mi sploh nismo več homo sapiens, mi smo homo videns, kar pomeni, da smo tisti, ki gledamo, ki hitro konzumiramo vsebine, ampak zelo površinsko in plehko. In ki se prepuščamo tudi tehnologiji, socialnim omrežjem preveč. Algoritmom. Tako. Veš, kaj sem naredila? Evo, to pa sem rekla, lahko poveva, ker to je zelo zanimiva moja ugotovitev zadnjega meseca. Okay. Jaz sem se odločila, da zbrišem vse, ki jih followam na Instagramu, in imam Instagram samo kot pano, zato da objavljam, kdaj bom imela koncerte in nove skladbe. In na dan, ko nisem imela več algoritma in je bil moj zid prazen, so se začele pojavljati prave stvari. Wow. In zdaj končno dobivam videe, ki so o glasbi, o odnosih, o filozofiji. Dajte probati to. Wow. Ne se pustiti, ne prepuščajmo se naključnim nekim stvarem, objavam, pa saj ne rabimo toliko informacij, saj ne rabimo vedeti, kaj je on jedel včeraj, kaj je on delal. Ja, seveda, bodimo si en drugemu navdih, imamo to kot orodje, da smo si bliže, ampak ne rabimo toliko tega. Kot sem prej rekla, tudi mi odrasli, dajte nam je malo dolg čas, da pride neka ura. Kolikokrat si se sam sebe zalotil, da si na kavi v kavarni in da pač nič ni, da še vedno ni prišel tvoj gost, kave še ni, nimaš kam dati rok, kam bi gledal, a bi gledal tisti fikus, a bi to. Ja, to dej, naredi tako in malo glej, Zdaj smo že opazuj. toliko odvisni od tega dopamina, veš, da Kar moramo neki skozi. In verjamem, da to ni dobro in vsi to rečemo, ne? Ampak potem še to vedno isto naprej počnemo.
Manj. Ja. Pa jaz razumem, da moram otrokom reči ne, Ja. ampak sam sem Pol pa sam to v tej človek isti počne. dinamiki. Pa imaš, včeraj se spomnim, šli smo na Okej, ampak kosilo. to se mi zdi noro. To, kar si zdaj rekla, se mi zdi noro dobro. Ja, Ne, ni algoritma. detoksikacija sebe, a veš, tako uro. Ja. Aha, in Pa praviš, ne da so- bi imela s tem težave, ja, veš. razumem, Sam ja. tako sem rekla, Ampak dobila si da probam. prečiščeno Ja. verzijo nekega, Ja. ne? Wow. Veš, A se jaz ti si zdi, da je v skajam, lifeu treba tudi to narediti? Tako, zdaj imava tam, imava na Instagramu, imava, ne, tako kot si rekla, sledenje. Jaz sem se ujel, da sledim tudi ljudem, ki me v resnici ne zanimajo, ne, ja. ali pa me celo motijo. Ne. Mhm. Pa sem to enkrat šel delati, ampak a si kdaj tako čistko naredila v real people? Ne, To se dogaja, ja, s ciklusi, življenjskimi ciklusi, obdobji, tudi z raznimi albumi, projekti. To pa se kar zgodi tako. Ni rečeno, da je kdaj burno, vedno burno, ja. ampak je kdaj tudi tako, da pač človek kar odpade. Ne? Mhm. Ja. A rabiš to razlagati? A se ti zdi, veš, a si ujeta v to dinamiko, to potrebo, da ti želim razložiti, da sem šla? Meni je vedno boljše, da si stvari povemo. Okej, Ja. In na čim bolj kultiviran, civiliziran način, in to, da tako vržemo ven. Je pa res, da ni vedno nujno potrebno in da nismo vedno dolžni. Ja. Se upravičevati za neke poteze, odločitve. A si ti teatralna v dojemanju, ne vem, noža v hrbet? A si ti teatralna v izdaji? Jaz se ponavadi umaknem. Jaz se umaknem. Ko vidim, da z nekom nismo kompatibilni, se umaknem in s tem nimam nobene težave. Ne greš v vrednotenje sebe, kaj sem jaz naredila narobe? Ali pa? Ja, sigurno se tudi o tem sprašujem. Tudi vprašam, če sem kaj naredila narobe. Ne? Najprej začnem pri sebi. Ja. Vse mislim, da je tako tudi prav, da bi vsak moral najprej sebe vprašati in se s sabo ukvarjati, potem pa z drugimi. Ne? A si sposobna slišati to neko, ne mislim zdaj mojo refleksijo, ampak nekoga, ki ti je blizu, nekoga, ki je Joj, intimno kdaj me blizu? tako razjezi. In takrat, ko me razjezi, vem, da imajo prav. In takrat moram poslušati na svet. Ja. Kaj pa pol s tem narediš? A poskušaš to vplesti? Ja, kdaj boljše, kdaj manj, kdaj tudi pozabim. Vse veš, da smo ljudje tudi taki, da kdaj kar malo tako hočemo pomesti pod preprogo, pa si kdaj mislimo, da se bodo stvari kar same rešile, pa ni tako, ne. Življenje je kar delo, ne, je treba zavihati rokave, se lotiti, se sistematsko lotevati stvari. A pa si želiš biti boljša verzija sebe? Ja, recimo pač aktiviram potem ta svoj ne, ta mi velikokrat pomaga, in tudi, ko sem se učila v šoli za neurolingvistično programiranje in tako, sem tam našla ena orodja, ki pač mi priskočijo na pomoč. In ko nečesa ne vem, se potem samo vprašam. Evo, tako bom rekla, uporabljal bom en malo bolj poetičen odgovor. Uporabljal bom, pa je to ista stvar, samo z drugačnimi besedami. Alica v čudežni deželi se sprehaja po poti in pride do smerokaza, ki kaže vse smeri, gor, dol, ne vem, če se ga spomniš, čisto drevo, vse levo, desno, v zemljo, gor, dol. In tam na drevesu je mačka smejavka in vpraša Alico, kaj pa je? In ona reče, kam naj grem? In reče mačka, ja, kam bi pa rada šla? In ona, ne vem. In potem mačka odgovori, ja, če boš dovolj dolgo hodila, boš prišla točno tam, kamor si želiš priti. Ja, In ampak to je življenje. a je lažje iti v bulerjih kot v rdečih čeveljcih? Ne, verjetno v današnjem svetu kdaj celo lažje s kakšnimi čeveljci. Dobiš A res? kakšno naslovnico prej. A res? Malo A si se se kdaj- hecam. Ja, malo ja, se ne, hecam. ampak to se mi zdi zelo Ampak pomembno. odvisno, ja. Ta zadovoljevanje, ne, ker ta mainstream Ja. v bistvu od tebe pričakuje. Ne. Ti danes, spet, če greva nazaj v glasbene izvajalce, ki si jih ti omenjala iz enega drugega, danes si, jutri te ni, se mi zdi, da je danes drugačna dinamika, da je vse tako instantno, ne. Da imamo hit, ki ga, Aha. ne vem, tako se mi zdi, da sploh, ko poslušam, ne vem, radijske postaje, se mi zdi, da potem, ko je en hit, ga slišimo res 36 Ja, krat na dan. radijske postaje, televizija, vse to postaje ena taka džungla, ni, ne? Prav več ne vemo, kaj, kje so tiste oddaje, tiste vsebine, da gremo poiskati to. Ampak jaz pa verjamem v ljudi.
In jaz vem, da tudi če nekdo nima glasbene izobrazbe in če ne posluša, ne vem, toliko neke glasbe, se izobražuje in tako naprej, da začuti glasbo. In ko je začuti, je to njemu njegova lastna glasba, on tudi tak je. Jaz verjamem v to, da povej mi, kaj poslušaš in povem ti, kdo si. Kar je pač slaba novica tega, se spet vračam na tisto nazaj, da se preveč puščamo voditi, ne, od nekih teh. Jaz sem si zadnjič dal razložiti, kaj pomeni trending na YouTubu. Ja. A veš, tako se mi zdi, ne zdaj reči, da dojemam tega kot, da smo kot ovce, a ne? Mislim, ja, jaz sem to samo še želela, če dovolim, dodati pri prejšnjem odgovoru, da smo zmanipulirani. No, absolutno smo zmanipulirani. Ker Preveč. zdaj na trendingu je neki, Ja. ki mi mogoče sploh ni všeč. Sam se veš, da trending se plača, ne? Okay. Ja. No, tega dela še nisem. Jaz sem sam, bal sem se, a ne, da v bistvu, k v enem sistemu mi algoritem ponuja, da potem prevzamem pa rečem, a veš? Jaz se nekaj sprašujem, ne? Okay. Veš, recimo, imamo največjo svetovno, eno največjih, če ne največjo svetovno kantavtorico, ki priredi župan Los Angelesa prireditev posvečeno njej, na katerem so glavni gosti Cyndi Lauper in Annie Lennox in v prvi vrsti sedi Bob Dylan, ne? Nek tak dogodek sem gledala kak teden nazaj. 130,000 ogledov. Wow. Pol pa greš gledati v Sloveniji nov komad od nekega glasbenika, ki niti točno še ne veš, kako mu je ime, pa niti točno še ne veš, kako izgleda, pa tako po enem tednu že 2 milijona ogledov. A misliš, da je to res? Je to možno? A veš, kaj se jaz bojim? Da je to v bistvu manipulacija, ki v resnici na nek način... Se v naš polotok to počne, ja? In to veliko počnejo. Pa zakaj to? Zakaj to manipulirati? Jaz si želim vedeti, kdo je moja publika, koliko je tudi, da približno vem, kje smo, na kakšna prizorišča bom šla. Ja. Ta fake, ne? Ja. To kupovanje, manipuliranje, to nikamor ne vodi. To kratkoročno lahko v redu deluje, ampak dolgoročno pa sigurno ne. V Sloveniji se veliko ukvarjamo z tem razmišljanjem, kdo je, kaj je, ali pa kaj je tisto, kar je hot. Zdaj je fenomen slovenski teh veselic in tako naprej, da so to tiste stvari, ki mlade animirajo. Glasba je skozi imela to neko sporočilno noto, prej si omenila 60. Ja, veš, zanimivo je, da nasplošno ne bi rekla samo za Slovenijo, ampak pojav na celem svetu je nasplošno, da je manj uporniške glasbe, manj angažiranih besedil, ki pridejo v spredje. In ja, glasba postaja, tista najpopularnejša glasba postaja žal prevečkrat prav taka glasba za otroke. Veš, že veliki glasbeniki so govorili že v 60-ih, da pop industrija izkorišča in zlorablja otroke. In če pomisliš, kako je danes s tem, TikTok imajo otroci. In na TikToku so najpopularnejši izvajalci potem tudi dejansko tisti, ki so v real lifeu, tisti, ki polnijo prizorišče. A bi delala nekaj sam za to, da bi bilo potem na TikToku hot, ali pa da bi bilo na trendingu hot? Ja, jaz bi neko tako vsebino, ki je koristna, dobra, ki naredi nekaj dobrega ljudem. A je tvoj izlet v Eurovizijo bil neka, ne vem, neka ideja ali pa neka odgovor na nek širši oder, na neko večjo infrastrukturo, vse večje verjetno v smislu te evropske zgodbe itak ni, ali se ti je zdelo, da si Alice v čudežni deželi? To se mi dostikrat zdi, ja. Ampak ne, jaz sem se počutila super. Jaz obožujem oder, jaz sem na odru včasih še bolj doma kot za njim in ta izkušnja bi bila fantastična. Vse je teklo kot po maslu in ne samo to, jaz sem na odru v bistvu povedala zgodbo tega, kar mogoče tudi sam Eurosong je in kar so same evropske države in je tudi
Evropa je to, kot ti bi že Srečko Kosovel povedal. Jaz sem pela v pesmi in podajala sporočilo o tem, da se ljudje premalo učimo od zgodovine in od napak, ki smo jih naredili, da bi bili pač potem boljši, ne? In da vedno round and round ponavljamo, vedno je en in isti krog, pa vse v življenju isto, ne? Še enkrat isti krog, še enkrat, pa kako še vedno se nismo naučili, ne? In na koncu v bistvu, jaz sem simbolizirala, ne vem, če si opazil, ne, obleka moja je bila narejena kot peščena ura. Ja. Jaz sem peščena ura, skozi katero se je stakal čas in celo na začetku je bil krog, ki se je vrtel po nazaj, kontra uri, se veš, da to je nezaslišano, ne. Ampak želela sem, da gremo, da opozorim na to in potem na sredini, torej v modri barvi skratka preko komunikacije udarim s flavto in se potem raztrešči oder in se spremeni v najvišjo vibracijo, zlato barvo in se začne kolesje potem vrteti v pravo smer. In potem sem dobila z različnih koncev sveta študije, kako smo takrat zdravili ljudi in točno določeno sekundo so mi povedali, kdaj so oni čutili, da jih ta pesem, ta glasba zdravi. In to je meni nekaj najlepšega. Še bi šla, še 100-krat bi šla na Eurosong zaradi tega, da lahko to. Ne morem te spustiti, če te ne vprašam še te stvari in sicer. Jaz ne govorim italijansko. Ne vem sicer, kako je učitelj v srednji šoli razumela, da govorim, ker vem, da ne govorim, ampak v redu. Ti boš vedela ime, jaz sem zelo slab, pa sem se trudil malo spomniti, ampak 2 leti nazaj ta pevec, ki je na Sanremu, Marco Mengoni. Ja, ne? Due vite. No, ja. Ne, jaz, ki ne znam italijansko, se pravi, si začutil, ne? Sem začutil pesem. Ja. In točno je bilo noro, da sem vedel, o čem je pesem govorila. To je neverjetno. Je to možen, ne? Ja. A veš, ko se mi zdi, ne, tudi ta kontroverzen, Francoz, na primer, skozi francoščino, ne, veš, da obstajajo celi glasbeni opusi, ki nimajo jezika, ki bi obstajal ali pa kaj pomenil v bistvu. Pa ga ljudje razumejo. Vse zmišljeno. Wow. In to so tudi ene zelo uspešne pesmi. No, svetovno znanje. Kako je to možen? Ne? A veš, dobro, ti si se spogledovala, ne? Ta italijanščina te po krvi skoraj. Veš, da celo je boljše včasih, da ne razumemo. Zato, ker veš, da imamo mi ta svoj besedilni svet in te svoje projekcije, prepričanja. In to so naša ovira. Zato, ker potem lepimo na neke besede, vse to, kar je našega, ne? Če pa recimo je inštrumentalna glasba, da nima teksta, samo čutimo. In takrat veš, da se mi zdi, da smo ljudje malo bolj mogoče, kako bi rekla, boljši. Ko odvržemo, no, pač ko vse te naše misli, ne, da pač samo čutimo, no, nekako. Takrat se nam to aktivira. Medtem, ko se nam z besedami res aktivirajo vse te neke naše stvari. In lahko kdaj tudi neke negativne stvari zalepimo gor in je manj zdravilna potem glasba zaradi tega. Ja. A v življenju Tinkara je, da lahko samo čuti? Se že ustrašila na vprašanje. A je Tinkara v življenju je v conah ali pa v intervalih, v odnosih, ko samo čuti, ko sam je. A je to zahtevno? Jaz imam s tem težavo, ne? Ja, jaz sem to že začutila in stremim k temu, da bi rekel si cona, ne? To cono obdobja, ki jo jaz drugače razumem, to je cona obdobja. Wow. Ne, da grem izven cone obdobja, ampak da jo razširim. In jaz hočem biti tam, kot danes, na tem kavču, da mi je udobno. Wow. Je pa to, se pa zvedeš tega, ne, da je to lahko strašljivo, ne? Ta čuječnost, biti tukaj zdaj v tem trenutku, da je to mnogo komu takrat pride vse zraven, cel paket, dobre in slabe stvari. Ko se človek odpre, ne, je potem vse. In potem takrat moramo biti dovolj močni in pripravljeni pač pogledati resnici, svoji lastni v oči ali pa resnici drugih in jo sprejeti. Se ne sprenevedati in pač delati na tem, da smo vsak dan boljši človek, ne pa obratno.
A je sploh lahko boljši zaključek tega najnega pogovora, kot to, ne, da je to intimno doživljanje tega, ne, da želimo biti boljši, da želimo vsak dan Ja. v bistvu biti boljši človek. Se mi zdi, da je to najlepša misel, ki jo lahko dava. Jaz imam še eno zate. Res si omenil, da imaš rad morje. Jaz ti bom kot popotnico nekaj zapela. Kratek refren. Malo sem prehlajena, bo malo drugačna verzija, Lepo. ampak bom. Zdaj mi je kar padla dol z neba. Bodi z mano do konca, na pomolu iz sonca, na ročju morskih trav. Tam živim tako narobe in prav, pusti naj govorijo in predsa ubežijo. Jaz vem, ta svet ni raven, jaz trpim ugast in vse zraven. Tako. Wow. Torej, bodi z nami do konca, Mark, in mi bomo s tabo v vseh tvojih oddajah. Srečno ti želim in hvala še enkrat za povabilo. Hvala tebi. Nejc, mi dva bomo imeli na koncu private koncerte, a veš to? Ne? O prvi obletnici Tinkara pride nazaj, pa imamo live. Ne? Hvala Tinkara, hvala za To si srce, hvala hvala tebi za lepo ta vprašanje. passion, s Nudi. katerim živiš, ker se mi zdi, da tudi če se ne verjameš ali pa ne zavedaš, v bistvu spreminjaš tudi naše življenje, ki Hvala. kažeš svoje Hvala tako zelo enako na pladnju. nazaj, je vzajemno. Hvala, srečno.